Ja, torej ta tema, ta knjiga, ki bo v kratkem izšla, se navezuje na dve temi. Ena je, kot je omenil Bojan, vprašanje vizij, futurologije, kot to imenuje naša kolegica Kornelija Ajlec, se pravi nekih razmišljanj o načrtih in o tem, kako so se uresničili in ne uresničili. Seveda govorimo o velikih načrtih ali nacionalnih ali večnacionalnih, kot so po prelomih prvi in drugi svetovni vojni in tako naprej. No, druga tema, ki pravkar poteka in ki zna biti intrigantna, je pa vprašanje slovenstva, nastanka in tako naprej. In če govorim o tem, zakaj je mene pritegnil Brezigar, poleg njegovega precej pustolovskega življenjepisa, o katerem bom nekaj besed še rekel, torej zakaj me je pritegnil, ravno zaradi tega, ker ko je on deloval, to je pač konec Prve svetovne vojne, glede te teme, sicer je njegovo delovanje daljše, se prvič oblikujejo neki državno-pravni programi, sicer nedefinirani, govori se o jugoslovanski državi, ampak od takrat naprej v bistvu realno lahko govorimo o tem, da bo mogoče nekoč Slovencem država dosegljiva. Dostikrat se namreč pozablja, da je uradno poimenovanje Slovenije v državno-pravnem smislu šele z nastankom federalne Slovenije, torej Republike Slovenije v takrat še narodni Jugoslaviji, kasneje socialistični Jugoslaviji, in to z obema ustavama leta 1946 in 1947. Vse drugo prej so neki politični pojmi, poimenovanje Slovenije v času Slovenije, v času Kosevskega in vse tisto, kar pač poznamo iz osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov. Torej, najprej nekaj o Brezigarju in potem o tem njegovem programu oziroma o razmišljanju političnih elit ob koncu Prve svetovne vojne in seveda neko pravzaprav zaključno vprašanje, ki je še odprto, kaj nam tedanje razmišljanja lahko pomenijo za današnji čas. Torej, najprej o Milku Brezigarju. Milko Brezigar mlajšim generacijam zagotovo ni znan, starejši zgodovinarji se ga spomnimo, torej gre za nenavadnega, bi lahko rekli, človeka, ki je iz teh krajev. Torej, rojen je bil v Doberdobu, šolal se je pa tukaj v Gorici, torej takrat seveda, kot rečemo, Stari Gorici. In potem deloval, torej študiral na Dunaju in že med Prvo svetovno vojno nekako vohunsko deloval, bi lahko rekli, da je bil povezan z centrom v Švici in predajal informacije in je bil tudi obsojen, bil je zaprt, formalno zato, ker naj bi poneverjal nakaznice za moko, ker je delal pač v statističnem oddelku žitnega zavoda na Dunaju. No, procesiran ni bil, ker je bilo prej konec vojne. Njegova politična kariera se potem začne z nastankom kraljevine SHS oziroma ob razpadu Avstro-Ogrske, ker julija 1918 je prišel v Ljubljano, avgusta je postal glavni tajnik Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro in član njegovega gospodarskega odseka. In potem, ko je nastala narodna vlada, vlada SHS za Slovenijo, je torej deloval v njenem okviru, zadolžen je bil pa predvsem za gospodarska vprašanja. No, v tistem času je potem tudi nastal ta njegov program, ki je pravzaprav prvi ekonomski program v
sodobni Sloveniji, sodobni mislim seveda tam, torej nekje od konca 19. začetka 20. stoletja. In v njem je nekako sintetiziral razmišljanja tedanje slovenske politične elite, se pravi vlada SKS v Ljubljani, Narodnega sveta in vseh drugih, ki so takrat kakorkoli razmišljali o tem vprašanju. In z tega vidika je seveda ta njegov program izjemno zanimiv. No, ampak če nadaljujem z njegovo biografijo, se bom potem vrnil k samemu programu, če nadaljujem z njegovo biografijo, on je bil v tem prehodnem času dejaven zlasti pri valutnih vprašanjih. Vi veste, da je ob združitvi v kraljevino SKS bilo v valutno vprašanje eno ključnih vprašanj, na katerem se je pravzaprav tudi lomila usoda mednacionalnih odnosov v novo nastali državi. To je bilo izjemno občutljivo vprašanje, zlasti razmerja, kako urediti razmerja med številnimi valutami, ki so do tedaj funkcionirale v tem prostoru, zlasti seveda avstrijsko krono, torej pa tudi druge valute, 4 take valute so funkcionirale in Brezigar je bil eden od ključnih ljudi, ki so to reformo potem nekako izpeljali. Hkrati je izpeljava ta reforme pomenila tudi, da Avstrijci niso mogli več tiskati brezvrednih kron in z njimi uničevati Jugoslavije, kot so sicer načrtno, torej kraljevina SKS, kot so načrtno delali. Je pa seveda valutna reforma povzročila številne konflikte, vsi so se, kot je to običajno, čutili ogrožene, oropane, vse je bilo nepravično v korist srbskega dinarja in tako naprej. In tudi danes so ocene med ekonomskimi zgodovinarji, kako je bila izpeljana ta valutna reforma, zelo različne. Nekateri, zlasti slovenski, seveda pravijo, da je bil avstrijski del tukaj prikrajšan in ogoljufan, srbski zgodovinarji trdijo, da je bila zadeva izpeljana pravično in realno in tako naprej. Torej, kolikor avtorjev, toliko tudi ocen, bi lahko tukaj rekli. Brezigar je potem postal nekako eden vodilnih politikov iz ozadja, bil je namreč zelo skrivnosten človek v liberalnem taboru, v ožjem smislu, torej pri tako imenovanih mladoliberalcih iz kroga Gregorja Žerjava. Ti so oblikovali idejni in politični liberalizem v Jugoslaviji, ki je bil kot slovenski, ki je bil kot veste, torej centralističen, oziroma je težil k integralnemu jugoslovanstvu. Za ta liberalizem so bili značilni tudi bojeviti protikatolicizem in protikomunizem, kot rečeno, goreče zagovarjanje jugoslovanskega unitarizma in centralizma. So pa v tem videli tudi, torej v nastanku nove države in v priložnosti, ki jih je ponujala, so videli tudi možnost za hitro bogatenje. Situacija je v marsičem primerljiva s tistim, kar se je v Sloveniji dogajalo tam v letih 90-91. Ti Skorojeviči, Novoriš in tako naprej, torej neko nabiranje premoženja tako ali drugače. Ena od znanih zadev tistega časa je tako imenovana afera Jadranska banka, ko je ta liberalni krog, vključno z Brezigarjem, torej poneveril zbrani denar za koroški plebiscit. Patriotizem ima, kot veste, vedno ceno. Tako je bilo tudi takrat. In tako je bilo tudi seveda ob osamosvojitvi, tisto drugo še vedno plačujemo. Torej, potem nastopi eno zelo zanimivo obdobje njegovega življenja z nastopom druge svetovne vojne. Brezigar je, kot rečeno, potem deloval iz ozadja, enkrat je bil izvoljen za poslanca, drugič ni bil zaradi
afer, ki so se pojavljale in znova podobna situacija, ne, pač konkurenčna stranka in časopisi z različnih političnih polov, socialističnega in katoliškega ali klerikalnega, so ga obtožili poneverb, že tiste prve dunajske, ne, in potem drugih. Zadeva se je potem vlekla, on ni bil izvoljen, ne, je pa tožil tiste, ki so tako v njem pisali, predvsem časopis Slovenec, ne. Na koncu je prišlo do neke poravnave, da tudi tukaj bi lahko naredil marsikakšno vzporednico z današnjim časom. Brezigar je potem torej deloval bolj v finančno-strokovnih krogih okrog Jutra in liberalnih organizacijah in se ni izpostavljal. Ne rečem tudi to, da njegove slike, njegove fotografije v slovenskem zgodovinopisju sploh ni do sedaj. To bo prva objavljena njegova slika, ki so nam jo prijazno posredovali sorodniki, Marija Brezigar, med drugim. Drugače pa to znana družina, ki v glavnem živi v Italiji, v Trstu in v okolici. No, tudi zanimivo je, kako smo do njih prišli. Ne. Prišli smo tako, da je kolega Fleischmann slikal nagrobnik na Ljubljanskih Žalah, potem sem jaz kontaktiral Ljubljanske Žale, jih prosil, če lahko nekako prenesejo naše želje po kontaktu v družini, kar so Ljubljanske Žale storile, seveda brez obveze, pač rekli so, da bodo posredovali in so se odzvali, ne. Tako da je taka pravzaprav ena zanimiva vzporedna zgodbica, kako je ta knjiga nastajala. No, torej, Brezigar je ob začetku druge svetovne vojne, ampak še pred napadom na Jugoslavijo, deloval za britansko obveščevalno službo. Močno je bil povezan tudi s Čehi, ker je bila njegova žena Čehinja. In po napadu na Jugoslavijo naj bi ti liberalci ostali in naprej delovali za britansko obveščevalno službo, za SOE, vendar se to ni zgodilo. Oni so jih sicer oskrbeli z nekaj denarja, radiozvezami in tako naprej, tudi orožjem oziroma eksplozivnimi sredstvi, ampak potem z tem niso nadaljevali, nekaj jih je emigriralo, Brezigar je odšel v Split in se potem vrnil v Ljubljano. V času druge svetovne vojne je pripadal krogu inženirja Mačkovška, torej to je krog, ki je bil izrazito protikomunistično naravnan, proti osvobodilni fronti, zaradi komunistov, je pa kazal željo po odporu. Vendar do tega nekega realnega odpora potem nikoli ni prišlo. Mačkovška so sicer aretirali, je moral v Dachau, in je tam umrl, drugi so se nekako prikrili, na koncu so pa vsi pristali v protirevolucionarnem taboru, v krogu Slovenske zaveze in torej tudi pri organizaciji bolj četniškega, bi rekel, gibanja, kot pa vaških straž oziroma milicije, volontarje, antikomuniste. Od leta 1943 naprej, od kapitulacije Italije, je Brezigar živel v Rimu, bil je povezan z Miho Krekom v glavnem, zavzemali so se za obnovo kraljevine Jugoslavije, tudi še po sporazumu Tito-Šubašić, kjer je en del teh politikov, migrantskih politikov prestopil na Titovo stran, na stran partizanskega tabora, en del pa ne, Krek in Brezigar in še nekateri ne. Izdajal je nek skromen šapirografiran časopis, brez večjega odmeva, potem je pa zadnja leta preživel emigracijo v Avstriji. Jugoslovanske oblasti, v odsotnosti je bil sicer obsojen, ampak in mu je bilo zaplenjeno premoženje pred temi tako imenovanimi sodišči narodne časti, ampak to je bilo zelo hitro anulirano. Ta sodišča to je posebna zgodba, so delovala zelo kratek čas in so potem torej več ali manj, vsaj deloma, njihove sodbe razveljavili. V začetku 50-ih let so mu jugoslovanske slovenske oblasti obljubile, da
da ga ne bodo preganjali, da se lahko vrne v Slovenijo, ampak je ostal previden, ne. Ocenjeval je, da bo izginil, ne, če se vrne, in je zato v Avstriji, torej živel v Avstriji v nekem domu za begunske starostnike in je tam potem v skromnih razmerah tudi umrl. Naj bi napisal še eno knjigo, vendar njen rokopis ni ohranjen, saj družina ga nima, ne. Torej, to je na kratko njegova biografija, ki me je, kot rečeno, zaintrigirala, predvsem z tega pustolovskega vidika, če sem odkrit, pa tudi z ekonomskega, ne, ker Brezigar je vsaj v tem začetnem obdobju pisal v številnih vprašanjih. Vsa zgodba moja osebna s to knjigo se je začela pravzaprav s tem, da sem bil zaprošen za en članek o Brezigarju in založništvu, no, potem se je pa to spremenilo pravzaprav v knjigo, ne. Torej, še nekaj o samem programu, ne, in o Brezigarjevem razmišljanju, ne. Torej, zagotovo nam ta Brezigarjev program, osnutek narodnega programa, da zelo ilustrativno sliko razmišljanja v vrhu slovenske politike tistega časa, se pravi v Narodnem svetu in vladi SHS, ne, čas, ki ga označujemo za prevratni čas, ne, ta beseda je bila takrat zelo popularna in tudi zgodovinopisje jo je prevzelo. Torej, jugoslovanska država tedaj še ni bila definirana, ni bil definiran način njene združitve, zato Brezigar o tem piše neodločno ali nedoločno. Nastajajočo jugoslovansko Slovenijo je poimenoval slovenska dežela, ne. Tukaj bi vas spomnil na zanimivo reminiscenco, ne, izraz deželja se je v politično-propagandnem izrazoslovju pojavil še enkrat nekaj desetletij pozneje, v 80. letih 20. stoletja, ne. Čeprav, če gledamo to zadevo, mislim, da je Brezigarjev program morda na nek način celo bolj državniški kot tista akcija, ki je bila takrat in je šla pravzaprav iz turizma, ne. Oboje pa izraža, to bi me sicer zaneslo predaleč, bom samo omenil, oboje pa izraža pravzaprav slovensko negotovost, nepripravljenost na državnost, ki se kaže še danes, ne. In pravzaprav na neko razmišljanje, da je glavni nacionalni cilj dežela, torej dežela v smislu, da imamo neko področje, ki ga upravlja neka politična elita, kjer imamo naravne lepote kot višek, ne, neko svojo glasbo, malo turizma in v zadnjem času, v zadnjem obdobju še malo športa, ne. Brezigarjeva razmišljanja, ekonomsko razmišljanja so, čeprav se niso uresničila, ne, so mnogo bolj resna, premišljena in dorečena kot tisto, kar je nastalo leta 90 oziroma kar bi lahko nastalo leta 90-91, pa ni, ne. Torej, Brezigar ne izhaja neposredno iz nacionalnih ozemelj, to je zanimivo, ne. Njegov zemljevid, narisali smo zemljevid, kako si je on predstavljal slovensko deželo, ki pušča odprta vprašanja, njegov zemljevid je popolnoma drugačen ali zelo drugačen kot današnja Slovenija, ne, in on tudi pravi, da nima namena definitivno orisati mejnikov našega življenja. Recimo, to se vidi pri vprašanju porušenih Goriške in pri vprašanju Trsta, ne. Goriško on v svoje ekonomske kalkulacije ni zajel, zato ker je bila porušena, ne, kar je malce nenavadno, ampak mislim, da izhaja tudi iz negotovosti, ali bodo ti kraji v resnici pripadli torej novo nastali jugoslovanski državi. Podobno je pri vprašanju Trsta, ne. On Trst obravnava zelo podrobno, tudi njegove kalkulacije, ekonomske kalkulacije so, bi rekel, glede na tedanje stanje realistične, ampak to vse ob pogojniku, ali bo Trst
je ohranil zaledje, torej slovansko zaledje, ne, v kakšnem razmerju bo, ne glede na to, kje bo, v kateri državi bo, v odnosu do Rijeke, ne, ki jo je videl kot konkurenčno, ne, izhaja tudi iz tega, da če bodo hoteli Slovenci prevladati v Trstu, bodo morali prevzeti kapital, česar nimajo, ne, naučiti se bodo morali pomorstva, ki ga ne obvladajo, in vsega, kar je povezano z njim, zavarovalništva, recimo, ne, in tako naprej. Ne, tako da tukaj on stvari analizira, jih pa pušča odprte. Ne. Na drugi strani, na vzhodu prav tako, kar je tipično za tedanjo politiko, ne zajema Prekmurja. Ne. Prekmurje takrat še ni v zavesti slovenskih politikov. Ne. Ali so tam sploh Slovenci ali niso Slovenci. Ne. To poznamo te zgodbe, ne, kako je bilo, ko je prišla prekmurska delegacija k tedanjemu predsedniku vlade Josipu Vitezu Pogačniku, pa jih je vprašal, kje pa živite, a vi ste Slovenci. Ne. Torej, cela politika je razmišljala tako, hkrati je pa v osrčju njihovih razmišljanj Koroška. Koroška je nekaj, to si danes seveda spet težko predstavljamo, ampak Koroška je tedaj tako emocionalno vprašanje, da si v resnici niso znali predstavljati Slovenije brez Koroške. Ne. Jaz bi si upal celo trditi, da jim je bilo več do Koroške kot do Primorske in Trsta. Ne. In da bi se jih, niso o tem odločali, ampak če bi morali odločati, bi se lažje rekli, torej Trstu in Primorski kot pa Koroški. Ne. To je ta izrazita kranjska miselnost, ki je tuje vse, kar je na vzhodu in kar je na zahodu in ki še danes pravzaprav, ne, nekako vsaj posredno ima nek politični vpliv, ne, takrat ga je imelo pa še mnogo bo. Ne. Torej, z tega stališča seveda so Brezigarjeve kalkulacije precej, ne bom rekel utopične, ampak vidijo državo geografsko drugače in v tem smislu torej njegove kalkulacije niso uporabne. Je pa zanimiv, čeprav je bil on liberalec, je pa zanimiv njegov pristop k ureditvi gospodarstva. On je izhajal iz tega, da je treba premoženje, kljub temu, da je bil liberalec, nacionalizirati. Torej, treba zlasti velika posestva, pa tudi velike tovarne, ker tukaj gre za nemško-židovski kapital, ki je vedno vladal Slovencem in to morajo Slovenci dobiti v svoje roke. In velik poudarek daje zadružništvu. On je recimo izračunal, kolikšno posestvo bi preživelo 4-5-člansko družino, ne, koliko hektarjev, koliko gozdov in tega. In naredil je tudi, temu bi rekel, prva socialna košarica. On je izračunal, koliko ena družina potrebuje, da preživi na mesec, katera živila, ne. To je seveda drugače kot danes, takrat so bile to olje, petrolej in tako naprej, čevlji, obleka. Ampak v osnovi torej izhaja iz neke dokaj močne socialne note. Čeprav seveda sicer zagovarja tržno gospodarstvo, ampak izhaja iz tega nacionalnega interesa. Z tega stališča zagovarja tudi carine in tako naprej. Torej, če končam, gre za izredno zanimiv program, ki seveda v nekih teh konkretnih izračunih danes nima nobene vrednosti, je pa pokazatelj nekega precej globljega premisleka, kot ga je bila slovenska politika zmožna leta 1990-1991. In zlasti on zaznava duh časa. In to je tisto pravzaprav, kar je pri njem najbolj aktualno in kar bi jaz izpostavil
in pravzaprav poslal vsemu slovenskemu političnemu vrhu, ne, sploh tistim, ki so leta 1991 zagotavljali, da smo dosegli vrh zgodovine. Ne. On je napisal, ne, tam, citiram in s tem bom končal: bližamo se velikim spremembam v življenju človeštva. Majajo se stebri dosedanjega političnega ustroja. S to največjo spremembo, kar jih je videla človeška zgodovina, se bodo začrtala tudi gospodarstvu nova pota. Stojimo pred velikim gospodarskim preobratom. Od nas bo odvisno, ali bo zgradba dobra ali slaba. Mislim, da smo danes pred zelo podobnim izzivom, kot je bil Brezigar takrat. Hvala.